Pozdravljeni in dobrodošli v Innovation. Sem vaša gostiteljica Lynn Plufmajer in hvala, da ste se nam pridružili. Nocoj vam predstavljamo 3 zgodbe o ljudeh, ki svet spreminjajo na bolje s pomočjo gibanja, izobraževanja in izjemnega dejanja radodarnosti. Najprej naše glavne novice. Zdaj je zadaj darilo male deklice postalo druga priložnost za življenje malega dečka. Po 9 mesecih čakanja na presaditev srca in le nekaj ur pred poletom v ZDA na zdravljenje je darovano srce spremenilo vse. Srečala sem malega dečka in njegovo mamo v bolnišnici. Mamino iskanje programerskega krožka za njeno hčerko je sprožilo gibanje. 10 let kasneje se je Alice Code iz 6 deklet razširil v skupnost z 10.000 članicami in navdihuje naslednjo generacijo žensk v tehnologiji. In preden humanoidni roboti vstopijo v naše domove in delovna mesta, bodo morali najprej diplomirati. Kitajska odpira prvi center za usposabljanje robotov na svetu, kjer se bodo roboti učili vsega, od zlaganja oblačil do samostojnega sprejemanja odločitev. Imamo podrobnosti. Učenje nove veščine običajno zahteva, da nekdo stoji poleg vas in vam pokaže, kaj delate narobe. Toda kaj, če bi bil ta trener kar v vašem telefonu? Izraelsko zagonsko podjetje razvija gibalno umetno inteligenco, ki vaš pametni telefon spremeni v trenerja v realnem času. Analizira vsak počep, razteg ali zamah in vas popravi, še preden dokončate gib. Za več informacij bi rada v studiu pozdravila Aurel Regel, ustanoviteljico Sparte. Dobrodošla v studiu, Aurel. Hvala, da ste me povabili. Seveda, in vse najboljše za rojstni dan, saj ga danes praznuješ. Stara si 28 let. To je res pravi znak startup nacije, da ima nekdo tako mlad kot ti svoje zagonsko podjetje. Torej, čestitke tebi. In začeli bi z uvedbo novega elementa v oddajo. Imenuje se The Pitch, kjer prosimo ljudi, ki so pravkar ustanovili startup, da nam v 60 sekundah predstavijo svoje podjetje. Torej, ko si pripravljen, začni. O čem je tvoj startup? Seveda. Sparta je v bistvu najlažje razložiti skozi trenutek, ki smo ga vsi doživeli. Ko se učiš nove telesne spretnosti, naj bo to šport ali plesna poteza, te nekdo opazuje in ti govori: ne delaj tako, naredi tako. In to izjemno človeško inteligenco smo zdaj dali na vse naprave, na vaš telefon. Tako lahko, na primer, če naredite počep, umetna inteligenca v realnem času pove, ali ste šli dovolj nizko, ali imate hrbet pravilno raven. In ta sposobnost, da to počne v realnem času, je velik tehnološki napredek. Ker za razliko od umetne inteligence, kot je ChatGPT, to ni na strežniku v Kaliforniji. To je v prostoru z vami, nameščeno na vašem telefonu. In to je fizična umetna inteligenca. To je področje umetne inteligence, ki nam pomaga doseči nekaj v resničnem svetu in ne samo v virtualnem svetu. In vaša aplikacija poskrbi, da me umetna inteligenca ocenjuje medtem, ko izvajam gibanje in me popravlja tam, kjer ga izvajam narobe. Povejte mi, kako je to zagonsko podjetje? Kako je ta ideja nastala? Popolnoma. Vedno sem bil obseden z idejo, da bi stroji razumeli zelo neurejene stvari v resničnem svetu. In to se je pravzaprav začelo med mojo službo v AT200, kjer imaš veliko podatkov, ki jih moraš razumeti v resničnem svetu. In to se je nadaljevalo s tem, da sem postal ustanovni član zagonskega podjetja za umetno inteligenco Descartes, tukaj v Izraelu, zdaj pa sem v podjetju Sparta. V vsakem od teh primerov v bistvu vzamemo stroje in jih naučimo razumeti, kaj se dogaja v svetu okoli nas. In še en vidik tega je moja izkušnja kot tekmovalni športnik. Vsaka veščina, ki sem se kdaj naučil, je zahtevala ogromno truda. In pravzaprav, ko sem se poškodoval, sem lahko uporabil svojo lastno aplikacijo. Uporabil sem Sparta, da sem si dejansko opomogel po poškodbi. Zaradi tega menim, da je Sparta Duolingo za zdravje. In za koga je torej namenjeno? Torej praviš, v redu, razvila sem jo po svoji poškodbi. Torej, želiš jo ponuditi ljudem, ki okrevajo po poškodbi, ali je namenjena tudi širšemu občinstvu? Namenjena je ljudem, ki okrevajo po poškodbi. In je za vsakogar, ki se mora naučiti fizične spretnosti. Ker ko si poškodovan, je lahko že dvig roke za te nova spretnost. Lahko pa si tudi tekmovalni športnik, kot so naši uporabniki, ki želijo osvojiti nekaj zelo naprednega.
Lahko se tudi naučiš igrati inštrument ali pa se naučiš plesati na način, kot še nikoli prej. Torej, karkoli želimo doseči s svojim telesom v resničnem življenju, bi bilo odlično za nekoga, ki uporablja Sparto. In govorili ste o fizični umetni inteligenci. Torej, to je v bistvu umetna inteligenca, ki jo prenesemo v fizični svet. Kako vidite razvoj fizične umetne inteligence v naslednjih 5 do 10 letih? To je odlično vprašanje. Da bi razumeli odgovor na to vprašanje, moramo razumeti, kaj danes ovira napredek fizične umetne inteligence. In v resnici gre predvsem za računsko moč in razumevanje, kako kompleksen je svet okoli nas. Ker, na primer, kar smo videli pri velikih jezikovnih modelih v zadnjih nekaj letih, je razumevanje jezika. In vsak jezik ima večinoma 20 do 30 črk, vendar je vsako telo, na primer, videti popolnoma drugače. Tako je sposobnost obdelave kateregakoli telesa v Sparti velik napredek. In zdaj pri fizični umetni inteligenci, ko smo sposobni obdelati vse te podatke, lahko imamo robote, ki nam pomagajo pri kateremkoli opravilu v fizičnem svetu. Tako lahko imamo robote, ki pomagajo starejšim prečkati cesto. Lahko bi imeli robote, ki pomivajo posodo. In tudi robote, ki nam pokažejo, kako naj bi izgledal pravilen počep. No, to je zelo zanimiva ideja in komaj čakamo, da se ponovno oglasimo pri vas in vidimo, kako vam gre. Orel Regel, ustanovitelj Sparte, hvala, da ste bili danes z nami. Najlepša hvala. Zdaj je zadnje darilo male deklice postalo druga priložnost za življenje malega dečka. Po 9 mesecih čakanja na presaditev srca je bil 3-letni Rafael rešen z darovanim srcem 6-letne Sabe iz Kfar Kasima. Le nekaj trenutkov preden bi 3-letni Rafael moral odpotovati v Združene države Amerike v obupnem iskanju darovanega srca, je njegova družina prejela klic, za katerega so molili. Rafaela in njegovo mamo sem srečala le 3 mesece po njegovi presaditvi in slišala, kako je nesebična odločitev arabske družine spremenila življenje judovskega dečka iz Jeruzalema. Danes vam prinašamo zelo ganljivo zgodbo. To je zgodba o Rafaelu. Star je bil le 2 leti in pol, ko so ga sprejeli tukaj v Petah Tikvi v otroško bolnišnico Schneider zaradi redke srčne bolezni. In 9 mesecev je živel tukaj na oddelku intenzivne nege, kjer je čakal na presaditev srca. Naša mala deklica po imenu Saba je žal izgubila življenje, ko je bila stara le 6 let. Njena družina pa se je odločila, da podari njeno srce Rafaelu. Povejte nam nekaj več o Rafaelu in njegovem primeru. Rafaela smo pravzaprav spoznali, ko je bil še dojenček. Imel je prirojeno srčno napako, ki smo jo popravili s kirurškim posegom in kateterskim posegom, vendar se je delovanje njegovega srca poslabšalo in bil je večkrat ponovno sprejet v bolnišnico, da je prejemal zdravila po infuziji za podporo srcu. A vendar je bil približno pred letom dni ponovno sprejet v bolnišnico. Bil je v izrazitem srčnem popuščanju, ni jedel, ni pridobival na teži, bil je bolj bled, bruhal je in priključili smo ga na napravo prek vratu, po nekaj dneh pa še na berlinsko srce, kar je umetno srce, ki je pri majhnih dojenčkih dejansko zunaj telesa. In skoraj 9 mesecev je čakal na darovano srce, kar se je, kot ste rekla, zgodilo pred približno 3 meseci in od takrat mu gre kar dobro. Tukaj lahko vidimo napravo pri delu na mali Džuman, ki je stara 2 leti in pol in trpi za enako boleznijo kot Rafael. V tej bolnišnici čaka na srce že od svojega 11. meseca starosti. Berlinsko srce je mehanska srčna črpalka, ki začasno prevzame delo odpovedujočega srca in ohranja pri življenju otroke, kot sta Džuman in Rafael, medtem ko čakajo na presaditev srca. Začeti ni bilo težko. Na začetku mu je bilo težko. Ni razumel, zakaj je bila cev povezana z njim in s kovčkom. In povsod je moral iti s tem kovčkom. A počasi je spoznal, da ga to pravzaprav ščiti in da čakajo na presaditev srca. Objel ga je, ga zavil. Res je razumel, da ga to pravzaprav ščiti. Ko je šel spat, da je moral vsakič priklopiti napolnilec. In ko je hodil naokoli, je imel baterijo, ki je zdržala 3 ure. Zato mi je rekel: mami, potrebujem novo baterijo, moram jo napolniti. Ko je šel spat, me je vprašal: mami, si ga priklopila napolnilec? Res je bil pozoren na to in je ves čas preverjal, če je vse v redu, da ni piskalo. Vedno sem bila pozorna na to, preverjala sem, da je zagotovo vse v redu. Ko pogledamo Rafaela, kako velika je razlika pri tem otroku zdaj, pred operacijo in po operaciji? V redu, odlično vprašanje. Ogromna razlika je bila pred umetnim srcem. Bil je v hudem srčnem popuščanju, ni jedel, bruhuje, bil je bled.
Ni mogel vstati z postelje. Ko pa si jo pomogel po stavitvi berlinskega srca, je postal močnejši. Postal je bolj gibljiv. Povrnil si je moč, zrasel je, postal je večji, apetit se mu je vrnil. In ugotovili smo, da je zelo prikupen, vesel, ljubek fant, zelo pameten, zelo inteligenten. Pogovarja se z vsemi, je zelo zgovoren, zelo komunikativen. Včasih sem prihajala, rabasata na bon, otrok. Veliko se je spremenilo pri njem. Je aktiven otrok. Nenadoma želi nadoknaditi ves čas, ki ga je preživel s priključeno napravo. Nenadoma želi podivjati, početi vse mogoče stvari, ki jih prej ni mogel, in skakati. Preprosto je aktiven otrok. Vidite lahko, da sta se mu nenadoma vrnila življenjska energija in veselje. Ali je mogoče, da zaradi sodobne medicine zdaj otroci, kot je Rafael, dobijo priložnost, da ponovno zaživijo? Da, vsekakor. Torej, ta model srčne črpalke, berlinsko srce, je najnovejši model. Starejši je bil večji in baterija je zdržala le kratek čas. Ta ima nekaj ur baterije in otroku omogoča, da hodi naokoli, da si opomore, da pridobi moč, da hodi na fizioterapijo. Torej, vsekakor gre predvsem za tehnologijo. In za Rafaelovo družino je prav ta tehnologija temu malemu fantku vrnila življenje. Nekaj dni potem, ko so nas odpustili iz bolnišnice, smo najprej šli v živalski vrt. Komaj smo čakali na to. Tako zelo smo si želeli, da bi mu uresničili to željo, saj si je tako zelo želel videti živali. Bilo je zelo vznemirljivo. Tragedija ene družine je postala upanje druge družine, ko je 6-letna Saba iz Kvarka Sima izgubila življenje. Spremljala je očeta in sestro na službeno potovanje in kratek oddih v Eilatu. Nekega dne se je smejala in uživala na promenadi, a naslednji dan se je vse spremenilo. Ko jo je oče šel zbuditi, se ni odzvala. S helikopterjem so jo prepeljali v medicinski center Soroka, kjer so zdravniki ugotovili, da je v veni v njenih možganih počilo prirojeno oslabljeno mesto in povzročila katastrofalno krvavitev. 2 dni kasneje so jo razglasili za mrtvo. Ko so njeno družino vprašali, ali bi darovali njene organe, so takoj rekli da. Prvič sem jih videla. Prvič, ko sem jih videla, sem objela mamo. Bila sem polna hvaležnosti, spoštovanja in občudovanja. Ne morem se jim nehati zahvaljevati. Ne morem. Ne glede na to, kaj jim damo, ne bo dovolj. Nekje v sebi se zaradi tega počutim nelagodno, ker so vendarle izgubili nekaj, kar jim je bilo najbolj dragoceno. Zelo ganljiva zgodba, ki je celo moje hladno nizozemsko srce ganila. Zdaj pa k drugi temi. Pred 10 leti je ena mama ustanovila programerski klub za svojo hčerko, potem ko je s težavo iskala takšnega, kjer bi se njena hči počutila sprejeto. Danes se je tista majhna skupina 6 deklet razširila v skupnost z 10 000 članicami, ki pomaga oblikovati naslednjo generacijo žensk v tehnologiji. Zdaj, ko umetna inteligenca spreminja način, kako nastaja tehnologija, prve diplomantke že delajo v izraelski tehnološki industriji in se vračajo kot mentorice, medtem ko najmlajše članice že ustvarjajo aplikacije, ki jih poganja umetna inteligenca. Za več informacij se mi zdaj pridružuje ustanoviteljica Nastja Očakovski, moram to pravilno izgovoriti, in Galija Doner. Vi ste zdaj ena od inštruktoric pri Alice Code. Najprej, Nastja, začnimo z vami, ker ste ustanoviteljica te pobude. Zakaj ste jo začeli? Začela sem zaradi svoje hčerke. Bila sem zelo navdušena nad tehnologijo. Sem programska inženirka in mislim, da je zelo zanimivo in kul ustvarjati stvari. Tehnologija je eno izmed močnih orodij, ki ti lahko pri tem pomagajo, in želela sem, da tudi ona to začuti in ustvarja stvari. In povabila sem jo na enega od tečajev računalništva. In rekla je: mami, veš, vsi so fantje in veliko starejši od mene, jaz pa nočem. In veš, razumem jo, ampak tega odgovora nisem sprejela. Zato sem ji rekla: v redu, pripelji svojih 5 prijateljic. Začnimo računalniški tečaj v IT domu. In res se je to spremenilo v ogromno skupnost z 10 000 člani, kar me pripelje do tebe, Galija. Saj si tudi ti prišla k Alice Code, ko si bila stara 9 let. Ja, zdaj si skoraj 17-letna in si ena od inštruktoric. Povej nam o svojih izkušnjah pri Alice Code.
Na začetku sem imela mi je primanjkovalo informacij, nisem vedela niti kako iskati v Googlu, nekaj tako preprostega. Potem sem pri Alice Code veliko naučila, tako sem obogatila svoj besedni zaklad, kot tudi gradila svoje. Samozavest, lastne temelje, seveda tudi stvari povezane s tehnologijo, novimi jeziki in podobnim. In zate, Nastja, pogovoriva se o umetni inteligenci, ker bo očitno spremenila tvoj program. Pred 10 leti je bilo vse videti popolnoma drugače kot zdaj. Kje vidiš premike v svojem programu? Je zdaj bolj usmerjen v umetno inteligenco ali je njegova osnova še vedno programiranje? Ja, v resnici je večina naših prostovoljcev programskih inženirjev, tako kot jaz. Zato so vsi naši programi zelo povezani s tem, kar se dogaja v industriji. Tako smo pred nekaj leti vstopili na področje umetne inteligence in strojnega učenja. In ko je prišel ChatGPT, smo začeli delati tudi z najmlajšimi, da bi ga lahko razumeli. Z mojega vidika je to kot dodatno orodje, ki ga lahko uporabljaš. Ni tako, ne razdelimo gradiva, ne spremenimo ga popolnoma. Še vedno moraš kritično razmišljati, da rešiš probleme. Potrebujete ustvarjalnost, potrebujete timsko delo, potrebujete vodstvene sposobnosti, veste? In te stvari se ne bojo spremenile, veste. Zato je umetna inteligenca za nas dodatno orodje, ki lahko okrepi vaše tehnološke veščine. In se učimo, vendar učnega načrta ne razdelimo. Ja, popolnoma. In res vidite, da dekleta, ki vstopijo v program, napredujejo na tem področju in postanejo programerke ali vstopijo v tehnološko področje. Naša glavna ideja je, da jim damo osnove, strokovne osnove, da se lahko same odločijo, kaj želijo s tem početi. Prav mislim, da čez 5 ali 10 let ne bo več poklicev brez uporabe tehnologije. Tehnologijo moraš poznati, lahko si ustvarjalka tehnologije ali pa njena uporabnica. Želimo, da so ta dekleta ustvarjalke, zato sodelujejo na tekmovanjih. Vstopile so v industrijo in akademski svet in lahko tudi pokažejo svoje storitve. In Galija, zate zadnje vprašanje. Stara si skoraj 17 let, zelo si pametna. Trenutno vstopaš v 12. razred fizike in kibernetike in si učiteljica pri Alice Code. Zato boš dosegla velike stvari. Tudi jaz sem prepričana. Kaj torej vidiš zase v prihodnosti? Kaj želiš postati, ko odrasteš? Torej, ko odrastem, želim početi nekaj, kar je povezano s tem tehnološkim svetom. To je res neverjeten svet. Ker se bodo umetna inteligenca in vse tehnologije spreminjale, res ne vem. Ampak za zdaj morda programska inženirka in preprosto počnem to, kar si želim, tako kot zdaj, kar počnem. Res je neverjetno. Zaradi Alice Code in stvari, ki sem se jih naučila iz tega, ja. Neverjetno. No, to je res neverjetna pobuda. Torej, hvala obema, da ste prišli v studio in se z nami pogovarjali o tem. Nastja Očakovski, vi ste ustanoviteljica in Galija Doner, vi ste inštruktorica pri Alice Code. Hvala, ker ste bili z mano. Najlepša hvala. Zdaj pozabite vse, kar sem pravkar povedala, ker učilnice očitno niso več potrebne. Najnovejši kitajski učenci so roboti. Ta mesec bo več kot 100 humanoidov začelo usposabljanje na prvi robotski akademiji na svetu, kjer se bodo učili opravljati naloge iz resničnega sveta in hkrati ustvarjali milijone podatkovnih točk za usposabljanje naslednje generacije umetne inteligence. Nicole Cerek poroča. Umaknite se Harvard in MIT. Kitajska odpira novo šolo, kjer študenti ne potrebujejo kave, ne potrebujejo podaljšanja rokov za oddajo domačih nalog, pravzaprav sploh ne potrebujejo srčnega utripa. Da, Kitajska zdaj odpira prvo tovrstno šolo za usposabljanje humanoidnih robotov. Odprli jo bodo ta mesec v Šanghaju, kjer se roboti v bistvu učijo in pripravljajo na prave službe. Več kot 100 humanoidnih robotov iz več kot ducata različnih podjetij sodeluje pri tem. To ni le usposabljanje enega proizvajalca ali enega modela. Govorimo o robotih različnih velikosti, različnih zmogljivosti in različnih modelov. Vsi v enem razredu. Učni načrt se začne z osnovami. 45 teh tako imenovanih atomskih veščin, kot so prijemanje, pobiranje predmetov, odlaganje in premikanje predmetov. V bistvu bi temu lahko rekli robotski vrtec.
Preden lahko vodijo tovarno ali pomagajo v bolnišnici, morajo najprej dokazati, da lahko nekaj poberejo, ne da bi jim to padlo iz rok. Ko se tega naučijo, preidejo na približno 10 širših delovnih nalog, kot so zlaganje oblačil, premikanje opreme, delo v različnih okoljih, od turizma do domov in tovarn. Razumem, da so to osnovne naloge za ljudi, vendar za humanoide dejansko zahtevajo vid, nadzor, rok, ravnotežje, razumevanje, kako se različne tkanine, naprimer pri zlaganju oblačil, zlagajo in tako različno drsijo. In včasih šola pravi, da bodo ti roboti isti gib vadili tudi do 600-krat v enem dnevu. In to ni samo vadba in učenje gibanja, ampak gre dejansko za zbiranje podatkov. Po navedbah šole bodo vsak dan ustvarili približno 50.000 podatkovnih točk. In to so informacije, ki jih je mogoče pridobiti in deliti z drugimi podjetji, da bi pomagali ugotoviti, kaj deluje pri različnih modelih robotov, ter dejansko hitreje usposobiti prihodnje stroje. In to je pomembno, ker imajo humanoidni roboti dejansko velik problem s podatki. Za razliko od klepetalnih robotov, ki lahko uporabljajo internet za zbiranje podatkov in hitrejše učenje, roboti potrebujejo resnične fizične izkušnje. In točno to bodo ti roboti pridobili v šoli. Cilj je ustvariti skupne robotske supermožgane. Torej, lekcije, ki se jih nauči ena naprava, lahko na to pomagajo vsem ostalim. In točno to se teh 100 humanoidnih robotov trenutno uči v šoli. Začenjajo z osnovami, a bomo videli, kam jih bo to pripeljalo. In lahko rečem, za vse, ki jih skrbi, da bodo roboti takoj prevzeli človeška delovna mesta, si lahko malo oddahnete. Saj morajo najprej diplomirati. In ostajamo na Kitajskem, saj je Kitajska dosegla pomemben mejnik v svojih vesoljskih ambicijah. Prvič je državi uspešno pridobiti nazaj in ponovno uporabiti raketni pospeševalnik, kar je še en korak k temu, da izzove SpaceX v tekmi za pocenitev in večjo pogostost vesoljskih poletov. Zdaj se mi pridružuje dopisnica E24 News, Jody Nettle. Živjo, Jody, hvala, da si se mi danes pridružila. Seveda, kadarkoli. Povej mi kaj več o teh večkrat uporabnih raketah. Saj to mora biti prava prelomnica za vesoljsko industrijo. Ja, točno tako. Tradicionalno so rakete za enkratno uporabo, izstreliš jih in zgorijo v atmosferi ali pa padejo nazaj na Zemljo. In potem moraš uporabiti povsem novo raketo. To je res potratno in seveda drago. To je nekako tako, kot da bi z letalom poletela samo enkrat in ga potem zavrgla. Tako je SpaceX dokazal, da lahko dejansko ponovno uporabiš te raketne pospeševalnike in to so zelo uspešno naredili, kar je drastično znižalo stroške izstrelitev v vesolje. Zdaj je ta korak naredila tudi Kitajska. In zdaj sicer še niso opravili popolne orbitalne misije, kot jo je opravil SpaceXov Falcon 9, vendar so naredili nekaj podobnega. In to dokazuje, da ta tehnologija postaja vse bolj razširjena in bo zagotovo spremenila pravila igre v industriji. Ampak kje to potem pusti Kitajsko v tekmovanju z Ameriko in SpaceXom? SpaceX je drugačen. To je zasebno podjetje. Njegov cilj je olajšati in narediti vesoljska potovanja bolj rutinska, tako kot potovanje z letalom. In že zdaj izstreljuje več raket kot katerokoli drugo podjetje doslej, ter redno prevaža astronavte na mednarodno vesoljsko postajo. Torej, to je res drugače od kitajskega modela, ki ga vodi vlada in je osredotočen na odkrivanje ter prestiž. V zadnjih 20 letih so dejansko izstrelili svojo lastno vesoljsko postajo, ker niso bili dobrodošli na mednarodni. Ampak naredili so veliko zanimivih stvari. Naprimer, prinesli so vzorce z Lune, z njene oddaljene strani, kar prej ni naredil še nihče. In celo načrtujejo, da bodo do leta 2030 poslali astronavte na Luno. Ampak, veš, v primerjavi s SpaceX je to nekoliko drugače. Si ne konkurirata ravno, ampak rekla bi, da se medsebojno spodbujata, da naredita več stvari. In tudi Japonska si zasluži omembo. Postala je vodilna v preciznem inženirstvu in ima ključno vlogo v NASInem vesoljskem programu Artemis. No, zagotovo bo zelo zanimivo videti, kdo bo zmagovalec te vesoljske dirke. Jody Nettle, hvala, da ste bili danes z mano. Hvala, Len. Zdaj, ko roboti začenjajo prevzemati vloge usmerjene k potrošnikom, kot smo že prej omenili, je eden največjih izzivov narediti interakcije čim bolj naravne. Švicarski startup verjame, da odgovor ni le v umetni inteligenci, ampak tudi v umetni mimiki.
Na vrhu AI for Good v Ženevi je predstavil humanoidnega robota z digitalnim obrazom, ki lahko v trenutku spremeni identiteto in prikazuje realistična čustva, kar omogoča eni sami napravi, da se prilagodi različnim vlogam in komunicira prek znanih človeških znakov. Tako da vam bo morda v prihodnosti v vašem lokalnem kiosku pomagal Trump, Mark Zuckerberg ali Barack Obama, kot lahko vidite tukaj. Poslušajmo enega od ustvarjalcev. Po mojem mnenju, Vsak robot, ki komunicira z ljudmi, bo potreboval obraz. Seveda, če je tam samo zato, da premika škatle, obraz ni res potreben. Če pa deluje kot prodajalec na stojnici, nudi informacije na letališču ali služi kot svetovalec, potem postane sposobnost komuniciranja preko obraza bistvena. Kupiti piškot od Obame. To bo zanimivo. Se spomnite tistih starih Nokia telefonov, ki so imeli samo igro kača? No, zdaj so nazaj s pridihom umetne inteligence. Matično podjetje Nokia HMD je predstavilo 4 retro telefone z osnovnimi funkcijami, ki ohranjajo klasično tipkovnico, priključek za slušalke in dolgo življenjsko dobo baterije. Zdaj pa imajo tudi poseben gumb za umetno inteligenco. Pomočnik lahko opravlja preproste naloge, kot so nastavljanje alarmov, odpiranje kamere ali vklop svetilke. Vendar pa ta dodatek na spletu ni bil dobro sprejet, saj mnogi uporabniki menijo, da je funkcija umetne inteligence nepotrebna in pravijo, da ljudje, ki kupujejo osnovne telefone, želijo pobegniti pred umetno inteligenco in je ne dodajati še več. In to je vse, za kar imamo danes čas. Z vami sem bila vaša voditeljica, Lynn Plahmajer. Hvala, ker ste bili z nami. Pridružite se nam prihodnji teden v novi epizodi Innov Nation. Za zdaj vam želim lep dan, kjerkoli že ste. Iz Tennessee.